Dragi gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začenja se Sport klubov Vsevet, kviz, v katerem lahko ljubitelice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Tokratna tema bo tenis, najpopularnejša posamična športna panoga na svetu, ki ima tudi med našimi gledalci številne poznavalce in simpatizerje. Tako kot doslej bosta na vprašanja odgovarjala dva tekmovalca, komentator in gledalec. Barve Sport kluba tokrat brani Marko Hrastar. Marko, lepo pozdravljen. Živjo. Najprej vprašanje, kako to, da si se kot seveda širok športni poznavalec, ki pokrivaš tako NFL kot tenis in na spletni strani še razne druge športne panoge, odločil za tenis? Ja, tenis sem začel podrobnejše spremljati leta 2005. Nekako sem ugotovil, da o tem športu, glede na to, da je četrti najbolj popularen na svetu, premalo vem, da sem začel malo rudariti po podatkih, spremljati tekme in pol pač tako, kot vsaka zadeva, ki te potegne, če je vsaj približno zanimiva, in tenis definitivno je. Sem postal velik fan tega športa in to je ostalo, v bistvu ne samo, da je ostalo, afiniteta se je še povečevala in tudi znanje. Ne? Je pa res, da si seveda s tenisom bil povezan tudi v teh 2 mesecih, ko smo vsi nekako pogrešali športne prenose, si imel tudi priložnost dejansko delati, komentirati teniške turnirje. Ja, v Nemčiji, v neki vasici blizu Koblenca je potekal ekshibicijski turnir, ki smo ga prenašali žal samo en teden zaradi težav s produkcijo. Se pa tenis vrača nazaj na televizijo Sport klub v obliki tako imenovanega Mima Javševec Cupa, v katerem bodo nastopali samo Slovenci in Slovenke, in tudi to bomo pač prenašali naša televizijska hiša. Marko, še za konec toliko, da poveva, da gre res za raznovrstnega športnega poznavalca. Si sam tudi se lahko pohvalil s 3 maratoni. Namreč 3-krat si pretekel 42-kilometrski polni ljubljanski maraton. Lahko kaj več o tem poveš in o svojem času? Ja, za tek me je v bistvu navdušil moj brat, ker je on začel jogati, oziroma potem tudi malo bolj resno teči, najprej na 10 km, pol na 21 km, in sem si rekel, stari, če lahko ti, pol bom pa tudi jaz. In je zadeva postala tak hobi, da sem uspel na koncu biti že toliko kondicijsko pripravljen, da sem 42 pretekel celo 3-krat. Moj osebni rekord je pa 3 ure 33, ne vem, če to dojemate kot nekaj posebnega ali ne, ampak zame je bil dosežek. No. Definitivno je nekaj posebnega. Marko, tvoj današnji tekmec pa bo gledalec, ki se nam je seveda prijavil, in sicer Erik Ban. Erik, lepo pozdravljen. Živjo. Erik, 24-letni Ljubljančan, ki je tudi zelo seveda povezan s športom, z različnimi športnimi panogami. Še najbolj, in to se mi je zdelo zelo zanimivo, pa z biljardom oziroma snukerjem. Nam lahko kaj več o tem poveš, kako si se pravzaprav zaljubil v to igro? Ja, v bistvu zaljubil sem se v snuker že pred dolgimi leti preko prenosov pred televizije. Sem spremljal že kot majhen otrok. Igral sem pa vedno samo biljard, ker dejansko snukerja v Sloveniji se praktično ne da igrati, so samo 4 mize v tej državi na voljo. Si pa tudi zelo športno, seveda raznovrstno zainteresiran za marsikatero panogo, kot smo videli, oziroma kot si rekel, kolesarstvo, košarka, tenis, tek. Kako lahko poveš, koliko časa že spremljaš tenis, kaj je tisto, kar te je pritegnilo k tenisu? Tenis spremljam približno 15 let. Podobno kot Marko, tudi jaz sem nekaj časa tenisa nisem spremljal sploh, potem sem pa začel spremljati prenose in me potem potegnil. Vidimo pa tudi po samem ozadju, da si navijač Manchester Uniteda, ne? Res je, ja, septembra bo 14 let. Super. No, tako, torej naj vama še zaupam, da vaju čakajo različna teniška vprašanja, razdeljena tako kot vselej v 4 rubrike, in z nabiranjem točk boste začela že v prvi rubriki, to so da-ne trditve. Za ogrevanje vaju čaka rubrika da-ne trditve. Slišala boste kratko trditev, potrebno bo hitro razmisliti in potem ob danem znaku pokazati pravilni odgovor. Da, če je trditev pravilna, oziroma ne, če je trditev napačna. Vsak odgovor, pravilen seveda, bo vreden 1 točko, odgovarjate pa hkrati. Sta pripravljena? Ja. No, Ja. pa začnimo s trditvami. Prva trditev se glasi: Andy Murray je izgubil vseh 5 finalnih nastopov na odprtem prvenstvu Avstralije. Da ali ne? In pokažete odgovor. Da in da je pravilni odgovor. Gremo k drugi trditvi. Druga trditev se glasi: olimpijska odličja v tenisu so podeljevali že na prvih olimpijskih igrah leta 1896. Da ali ne? In pokažete pravilni odgovor zdaj.
Da in da, da je pravilni odgovor. Na prvih olimpijskih igrah leta 1896 so že podeljevali medalje v moški konkurenci, v ženski nekoliko kasneje, potem je sledila pauza in vse skupaj se je kmalu vrnilo. Gremo k tretjemu vprašanju. ATP razpredelnica se beleži od leta 1946 dalje. Da ali ne? In pokažeta pravilne odgovore. Ne in ne, ne je pravilni odgovor. Morebiti kdo ve, od katerega leta naprej se beleži ATP razpredelnica? 73. 72, 73, 75, 73 je pravilni odgovor, ampak vem, da sta oba odlično načitana. Gremo na naslednjo trditev. Četrta trditev se glasi: najstarejši igralec v Davisovem pokalu je bil star 66 let. Da ali ne? In pokažete pravilni odgovor zdaj. Da in ne. Tokrat je pravilni odgovor da. Dejansko je bil Vittorio Pelandra, predstavnik San Marina, star 66 let, ko je zaigral v sklopu Davisovega pokala. Tokrat triki vprašanje, naj te ne zmede Erik. Gremo na naslednjo peto trditev. Ta pa se glasi: Simona Halep je postala prva igralka sveta, ko je osvojila prvi Grand Slam turnir. Da ali ne? In pokažete odgovor na 3-4 zdaj. Takole, ne in ne. Ne je pravilni odgovor, kajti postala je prva igralka sveta še predno je osvojila leta 2018. Tako, leta 2018 pa je osvojila odprto prvenstvo Francije še leto kasneje. In še zadnja trditev. Karierni Grand Slam je kot najmlajši osvojil Roger Federer. Da ali ne? In pokažete pravilni odgovor na 3-4 zdaj. Ne in da. Marko, da, zakaj? Ja, ni bil prvi, ki ga je osvojil, ampak je bil pa najmlajši, ki mu je to uspelo, po mojem. Ne, tokrat pa pravilni odgovor za Erika. 2-9 je šele French Open, ja. Tako, a morebiti veš, Erik, kdo je bil mlajši? Fred Perry. Je bil prvi, mislim najmlajši. Fred Perry je bil eden. Dom Bač je bil sicer najmlajši, Laver je bil prav tako kot Nadal pri 24 letih, Federer pa šele pri 27. Torej dejansko je bilo kar nekaj tenisačev, ki so bili mlajši kot Roger Federer. Sta pa oba zelo dobro opravila s tole prvo rubriko, namreč oba sta pri 5 točkah. Erika je nekoliko zmedel tale igralec iz San Marina, ki je pri 66 letih še vedno igral. Marko, tebe pa tale končni Roger Federer. Ampak po prvi rubriki dane trditve, oba z odličnim znanjem, oba torej pri 5 točkah. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec ima na voljo 60 sekund, da odgovori na čim večje število kratkih vprašanj, po zaključku časa pa bo na vsa vprašanja, na katera ne bo imel pravilnih odgovorov, odgovarjal njegov tekmec. Najprej tokrat 60 sekund čaka Erika. Erik, torej v 60 sekundah boš poskušal odgovoriti na čim večje število vprašanj. Marko, ti pa pozorno poslušaj in na vsa vprašanja, na katera Erik ne bo imel odgovora, boš kasneje repliciral. Erik, so pripravljena? Ja. Pa začneva na 3, 4, zdaj. Kateri tenisač ima zbranih največ zmag na olimpijskih igrah? Andy Murray. Ne. Katera neevropska država je zadnja osvojila Davisov pokal? Argentina. Res je. Kateri tenisač ima največ zmag na turnirjih Masters? Rafael Nadal. Res je. Katera Slovenka je osvojila WTA turnir že ob prvem nastopu? Katarina Srebotnik. Tudi res. Kje sta se odigrala zadnja turnirja pred odpovedmi zaradi koronavirusa? Acapulco, Monterrey. Ne. Katera tenisačica je osvojila zlato odličje na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro? Monika Puig. V katerem kraju je bil leta 1899 ustanovljen prvi slovenski teniški klub? Še 5 sekund. Ne vem, na Visokem, ne vem. Ne. Si pa zelo dobro obravil z vprašanji, na 7 si jih odgovoril, s tem, da si imel dejansko samo 3 odgovore napačne. 3 odgovore si torej ponudil Marku, zbral pa si nove 4 točke. Čestitke, Erik. Marko, pa preveriva. Tole prvo vprašanje je bilo nekoliko triki, namreč zastavljeno je tako, da je Erika potegnila v tisto napačno asociacijo. Da vidimo, kako bo pri tebi, Marko. Kateri tenisač ima zbranih največ zmag na olimpijskih igrah?
Se pravi med posamezniki. Ne vem, Rafa Nadal. Ne, tokrat je odgovor Roger Federer. Namreč zbral je 13 zmag. Če štejemo vse obračune, je največkrat dobil obračun v sklopu olimpijskih iger. Je pa res, da je Erik imel to prav, kajti 2 zlati odličji ima pa, vemo, v posamični konkurenci samo Andy Murray. Tokrat torej brez pravilne točke za oba. Je bilo pa zelo tvegano zastavljeno vprašanje. Naslednje vprašanje, na katerega Erik ni imel odgovora, vsaj ne v celoti, pa je, kje sta se odigrala zadnja turnirja pred odpovedmi zaradi koronavirusa. Pri ženskah Monterrey, ki sem ga delal, definitivno. Pri moških pa ni bilo turnirja, ampak je bil Davisov pokal. Je bilo pa par challengerjev pač, ampak če me pa sprašuješ za ATP turnir, ta zadnji prej, sta bila pa Acapulco pa Dubaj. Dejansko Acapulco in Dubaj je pravilni odgovor. Sem mislil, da te bo zaneslo čisto v drugo smer. Acapulco smo slišali že strani Erika, ampak popolno je pa Acapulco in Dubaj, tokrat torej točka zate, Marko. In še zadnje vprašanje, na katerega Erik ni imel odgovora, pa je bilo, v katerem kraju je bil leta 1899 ustanovljen prvi slovenski teniški klub. Maribor. Celje je tokrat pravilni odgovor. Si bil blizu. Zbral si 6. točko, Marko, Erik pa je pri 9, ker je dopolnil svoj seznam s 4 novimi točkami. Sedaj pa, Erik, ti pozorno poslušaš. Marko, v minuti boš skušal odgovoriti na čim večje število vprašanj. Si pripravljen, Marko? Vamos. Vamos. Pa začnimo na 3, 4, zdaj. Kateri tenisač je največkrat sezono zaključil kot najvišje rangiran na ATP lestvici? Federer? Ne. Kateri sadež se skriva na vrhu Wimbledonskega pokala? Ananas. Res je. Kateri tenisač je edini v isti sezoni osvojil Wimbledon in US Open, ne da bi v njej predtem zabeležil turnirsko zmago? Sampras? Ne. Katera tenisačica je kot zadnja osvojila vse 4 Grand Slam turnirje v sezoni? Steffi Graf? Res je. Na katerih olimpijskih igrah je tenis znova postal olimpijska panoga? Res je. Katera francoska tenisačica je zasedla prvo mesto WTA lestvice, še preden je osvojila prvi Grand Slam turnir? Še 4 sekunde. Mauresmo. Res je. Mauresmo je bil še zadnji pravilni odgovor. Marko, zelo dobro v tem drugem delu, na začetku še nekoliko zmede, potem pa si se kar ulovil, ujel in začel pravilno odgovarjati. Vseeno pa si Eriku ponudil nekaj vprašanj, na katere boš sedaj, Erik, ti odgovarjal. Najprej, kateri tenisač je največkrat sezono zaključil kot najvišje rangiran na ATP lestvici? Ne, Nadal. Pete Sampras. Sampras je bil dejansko 6-krat na prvem mestu ATP razpredelnice ob zaključku sezone, kar je največ. Ananas je Marko pravilno ugotovil, tretje vprašanje pa znova zate, Erik, in sicer. Kateri tenisač je edini v isti sezoni osvojil Wimbledon in US Open, ne da bi v njej predtem zabeležil turnirsko zmago? Andy Murray. Andy Murray je pogosto tvoja asociacija danes, ampak tokrat je Novak Djokovic pravilni odgovor. Seveda se je vedelo, da gre za enega izmed izjemnih tenisačev. Nole je torej tisti, ki mu je v letu 2018 uspelo osvojiti zadnja 2 Grand Slama, ne da bi predtem osvojil turnirsko zmago. Marko se drži za glavo, mislim, da ne zaradi bolečin, ampak zaradi napačnega odgovora. Na naslednja 3 zadnja vprašanja pa si, Marko, imel pravilni odgovor, kar pomeni, da si zbral pri svojih odgovorih 4 točke in si pri 10 točkah, medtem ko je Erik ostal pri 9 točkah, vsekakor pa oba še naprej z zavidljivim znanjem in pa z zelo razborljivo tekmo. Pred nami je torej že naslednja 3. rubrika. V 3. rubriki bosta povezovala tematske sklope in iskala znano teniško osebnost, ki asociira vse pravilne rešitve med seboj. Najprej 3 vprašanja zate, Erik, potem 3 vprašanja zate, Marko, in po vseh 3 pravilnih odgovorih bosta na podlagi rešitev skušala, na podlagi asociacij seveda, najti tisto znamenito teniško osebnost, jo zapisati na list papirja in potem ob danem znaku jo bosta tudi pokazala gledalcem. Najprej 3 vprašanja torej zate, Erik. Začnimo s prvim.
Katera država je v 80. in 90. letih kraljevala v Davisovem pokalu? Švedska. Švedska je pravilni odgovor. Namreč osvojili so 7 lovorik in to od tega 6 izmed teh 7 v 80. in 90. letih več kot kdorkoli. Gremo na drugo vprašanje. Švedska je torej prvi pravilni odgovor. Drugo vprašanje pa se glasi: na katerem Grand Slam turnirju je bil prvič izenačen nagradni sklad za oba zmagovalca v posamični kategoriji? US Open. Ne. Tokrat priložnost zate, Marko, morebiti veš, na katerem Grand Slam turnirju je prišlo do enakovrednega nagradnega sklada. 2-9, French Open 2-9. Ne, to je bil Wimbledon leta 2007. Torej, Wimbledon je bil tisti, ki je prvič emancipiral moško in žensko zaslužkarstvo v vrhunskem tenisu. Torej, drugi pravilni odgovor po švedski je Wimbledon. In gremo k tretjemu vprašanju, najprej zate, Erik. Kateri tenisač je skupno osvojil največ turnirskih zmag? Skupno, kateri tenisač? Jimmy Connors. Ne. Marko? Čak, največ Grand Slamov ali? Kateri tenisač je skupno osvojil največ turnirskih zmag? A ja, Jimmy Connors. A ni? Jimmy Connors je ravno rekel Erik, pa ni pravilni odgovor, kajti to je seveda pravilni odgovor v posamični konkurenci. Če pa damo skupaj še pare, potem je pa pravilni odgovor John McEnroe. Erik, nekoliko prepozno, tako da ti tega žal ne moremo šteti. Dobro, da sedim na ušesih, hej. Ja, Marko, zelo dobro si to poslušal in ponovil isti napačni odgovor. Torej, John McEnroe 155 lovorik je osvojil, od tega 77 posamično, 78 v dvojicah. Zdaj pa, kateri tenisač združuje torej te tri pojme? Švedska, Wimbledon, John McEnroe. In odgovor sta, mislim, da že zapisala in ga pokažeta. Erik ga ima, Marko ga je tudi in ga pokažemo na 3-4 zdaj. Bjorn Borg in pri Bjorn Borg, prav tako. Ja, pravilni odgovor tokrat torej za oba, pri čemer sta oba tokrat si prislužila po 4 točke, za en pravilni odgovor v prvem delu in za 3 točke za pravilni odgovor torej Bjorna Borga. Še naprej točka prednosti, minimalna prednost za Marka, ki pa ima sedaj na voljo najprej svoja 3 vprašanja. Marko, si pripravljen? Ajde. Na katerih olimpijskih igrah je Rafael Nadal osvojil zlato odličje v posamični konkurenci? To bo pa po moje Peking 2008. Peking 2008. Morebiti veš, koga je premagal v finalu? Novaka Djokoviča? Ne, Nole je dobil bron. Čileanci so bili izjemno uspešni. Gonzales. Fernando Gonzales, tako je. In gremo na drugo vprašanje zate, Marko. Kateri tenisač je zbral največ zaporednih nizov na Grand Slam turnirjih? Po moje, da bo Roger Federer. Roger Federer je pravilni odgovor. 36 nizov zapored je osvojil, to pa se je začelo konec leta 2006 na US Openu in nadaljevalo v Avstraliji 2007. Torej, druga točka, tokrat tudi zate, Marko, in še tretje vprašanje zate. Katerega leta je nazadnje tenisač osvojil Grand Slam turnir ob svojem prvem finalnem nastopu? Katerega leta? Ja, sprašujemo po letnici. 2008, Djokovič, Australian Open. Ne, ni pravilni odgovor, morebiti veš, Erik, katere leto? 2017, Lavrinka. Ne, dejansko je bilo pravilni odgovor 2014. Marin Čilić. Vavrinka, aja Čilić. Čilić je bil tisti, ki je tedaj z Nišikorijem prvič nastopil v finalu in dejansko že ob svojem prvem nastopu v finalu Grand Slam osvojil lovoriko. Problem je, ker od leta 2014 naprej so lovorike osvojili samo tenisači, ki so v preteklosti že nastopili v Grand Slam finalu. Torej, dejansko zadnji, ki je prvič nastopil in takoj zmagal, je bil pa leta 2014 Marin Čilić. Torej, 3 pravilni odgovori so Peking 2008, drugi pravilni odgovor je Roger Federer in tretji pravilni odgovor je 2014. Kaj torej združuje te 3 pojme? Peking 2008, Kdo ali kaj? Roger Federer. Kdo seveda? Kdo torej združuje, kateri tenisač ali tenisačica združuje te 3 pojme? Peking 2008, Roger Federer in pa 2014. Vidim, da je Erik že napisal, Marko ima tudi že odgovor, če pravilno sklepam, in pokažeta oba odgovor na 3-4 zdaj.
Stanislav Wawrinka praviš ti in pa Wawrinka praviš tudi ti, Erik. Tokrat pravilna odgovora za oba. Wawrinka je bil tisti, ki seveda povezuje Peking 2008, ko je osvojil zlato odličje seveda s Federerjem. Roger Federer je bil nenazadnje ob njem tudi leta 2014, ko sta skupaj osvojila Davisov pokal, prvi in edini za Švico, in 2014 je bilo leto, ko je Stan osvojil tudi svoj prvi Grand Slam turnir. To pa je bil, morebiti veste? Kaj si vprašal? Australian Open je bil prvi turnir, ki ga je osvojil v sklopu Grand Slam turnirjev. Kateri pa mu še manjka? Wimbledon. Wimbledon je najdlje prišel do četrtfinala, to je črna luknja Stanislava Wawrinke. Torej, tokrat 2 točki v prvem delu zate, Marko, po 3 točke sta v nadaljevanju zbrala vsa. Oba tekmovalca, kar pomeni, da je razlika pred zadnjo rubriko majhna in dosegljiva. Razlika namreč pred zadnjo rubriko znaša vsega 3 točke. Tako grafika kot sokolje oko sta seveda pokazala, da je razlika pred zadnjo rubriko še nekoliko manjša. Namreč samo 2 točki prednosti ima Marko pred Erikom, kar obeta razborljivo končnico. Zadnja rubrika se imenuje seveda stopnja težavnosti in tokrat bosta imela na voljo iskanje 2 znamenitih teniških osebnosti. Za vsako bo na voljo 5 trditev, tista prva za 5 točk je seveda najtežja, tista zadnja za 1 točko je najlažja, s tem, da vaju opozarjam, če odgovorite napačno, nimate več možnosti odgovarjanja pri določeni teniški osebnosti. Torej, potrebno bo tvegati, ampak vseeno zdravo mero razuma. Sta pripravljena za prvo teniško osebnost? Gremo. Trditev za 5 točk se glasi. Na turnirju v Maleziji je zabeležila prvo zmago in osvojila prvi turnir. Če boste imela pravilni odgovor, to pokažete z dvigom roke, sicer nadaljujemo na trditev za 4 točke. Trditev za 4 točke se glasi. Še pred polnoletnostjo je v eni sezoni izgubila v 3 finalih Grand Slam turnirjev. Torej, še pred polnoletnostjo je v eni sezoni izgubila v 3 finalih Grand Slam turnirjev. Če nimate pravilnega odgovora, gremo na trditev za 3 točke. Zmagala je ob svojem prvem nastopu na zaključnem turnirju sezone. Tudi tokrat brez tveganja in gremo na trditev za 2 točki. Lahko se pohvali z Grand Slam lovoriko tako v posamični konkurenci kot v dvojicah. Erik bo tvegal. Erik, povej. Bom probal z Viktorijo Azarenka. Viktorija Azarenka ni pravilni odgovor. Marko, boš tvegal ali boš počakal še na trditev za 1 točko? Kar daj 1 točko. Trditev za 1 točko se glasi. Med leto in pol trajajočo odsotnostjo s teniških igrišč je igrala kriket. Erik, bi zdaj vedel, Marko? Ashley Barty je pravilni odgovor. Res. Ashley je torej ta, ki je v Maleziji osvojila turnir in tudi svojo prvo zmago 2013, prvi turnir 2017. Še pred polnoletnostjo je leta 2013 izgubila 3-krat v finalu Grand Slam turnirjev, seveda vselej v dvojicah. In zmagala je kot ena izmed 5 tenisačic ob svojem prvem zaključnem turnirju, to je bilo leta 2019, torej lani, in lahko se pohvali seveda z lovoriko v posamični kategoriji in v kategoriji parov, posamična kategorija lani Roland Garros, v parih US Open 2018. Jaz sem verjeten komentator na sportklubu, ki največkrat pove to s kriketom. Res je, sem tudi jaz že parkrat zasledil ob tvojih prenosih, je pa dejansko res zanimiva stvar, da se nekdo, profesionalni športnik, odloči za kriket, ne da bi predtem kadarkoli igral kriket. V mladosti se ni ukvarjala s tem športom. Tako da Ashley Barty je tokrat prinesla dodatno, tokrat pa res 19. točko tebi, Marko, ampak nič še ni zaključeno. 3 točke so razlike in te 3 točke lahko, Erik, osvojiš v zadnjem vprašanju. Tokrat torej še zadnje vprašanje, še zadnja osebnost, ki jo iščemo, še zadnje stopnjevanje težavnosti, ki se začne s trditvijo za 5 točk. In trditev za 5 točk se glasi. Prvič je na ATP turnirju nastopil leta 2008 v Zagrebu. Gremo na trditev za 4 točke.
Osvojil je 17 različnih turnirjev serije Challengers, tudi 2 v Sloveniji. Tudi tokrat brez dvignjene roke in gremo na trditev za 3 točke. Na Grand Slam turnirjih mu je najbolj ustrezala trda podlaga, saj je na obeh prišel do 3. kroga. Blaž Kavčič? Ne. Brez dvignjene roke, ampak si streljal iz sebe. Erik, si slučajno imel ti podoben odgovor v mislih? Ne. Tokrat je Blaž Kavčič pravilni odgovor, tako da sem preveril še enkrat pri Marku. Blaž Kavčič je tisti, ki je nastopil na ATP turnirju leta 2008 v Zagrebu kot prvi njegov ATP turnir, izgubil v prvem krogu proti Karanušiču. Osvojil je 17 različnih turnirjev serije Challengers, 2 v Sloveniji, enega v Ljubljani proti Davidu Goffinu, enega v Portorožu proti Millerju. In ja, na obeh ATP oziroma na obeh Grand Slam turnirjih na trdi podlagi je prišel do 3. kroga, to pa je bilo Australian Open in US Open. Potem za 2 točki bi bila trditev, ki bi se glasila v Londonu, je na svojem edinem olimpijskem nastopu izpadel v 2. krogu. Bil je prvi Slovenec, ki je nastopil na olimpijskih igrah v tenisu, izgubil je proti, morebiti veste, proti komu je izgubil v Londonu Blaž Kavčič na olimpijskih igrah. Mislim, da je eno zelo znano ime. Precej. David Ferrer je bil tisti, ki ga je izločil. In seveda za 1 točko je bila trditev, postal je prvi slovenski tenisač med najboljšo 100-terico. To pa je bila tista trditev, za katero verjamem, da bi seveda oba vedla. In na koncu torej je prišel Marko z Blažem Kavčičem tule do 3 točk, ki bi jih potreboval Erik za izenačenje, ampak vse do zadnjega vprašanja je bilo napeto, na koncu pa torej 22 točk zate, Marko, in pa odličnih, častitljivih 16 točk zate, Erik. Tako smo torej prišli do konca 5. oddaje Sportklubov v svet. Končni rezultat pa razkriva, da je tudi tokrat zmaga ostala pri Sportklubovem komentatorju, ampak bilo je izjemno tesno. 22 točk za Marka Hrastarja in pa 16 točk za Erika Bana. Najprej, Erik, vprašanje zate. Kot že rečeno, res zavidljivo teniško znanje. Kako si pravzaprav prišel do njega, odkot ti vse te informacije o tenisu? Ja, največ informacij mi je v eni knjigi, ki sem jo prebral o zgodovini tenisa v angleščini, ki je napisana za vsako sezono, to je 2008, 130 let, kaj se je dogajalo, najbolj glavni dogodki. Je pa seveda potrebno to vse skupaj memorizirati in tu se vidi, da si opravil odlično delo. Je bilo kakšno vprašanje, ki ti ne bo dalo miru, je bilo kaj takega, na kar se boš danes še spomnil, pa rekel, joj, kako tega nisem vedel? Mislim, da ne. Ne, jaz mislim, da tudi midva, Marko, lahko rečeva za Erika, da dejansko brez napak. Marko, kaj pa je tebi mogoče ostalo v spominu, oziroma zakaj se boš malo žrl? Ja, predvsem za tisti tako imenovani možganski prdec v povezavi z Jimmyjem Connorsom, ki je pač Erik že odgovoril, jaz sem pa sedel na ušesih zdaj, to je tudi zelo lep material za mojo ženo, ki bo rekla, no vidite, vesoljna Slovenija tudi mene doma ne posluša. Najbrž je res nekaj na tem, ampak bomo videli, kakšne bodo družinske reakcije. Vsekakor pa upam, da ste se oba zabavala, da ste izvedela morebiti kakšno novo teniško informacijo. Vsekakor pa res, Erik, čestitke za to, da si se prijavil in tako dobro odrezal v našem teniškem kvizu. Hvala tudi vam. Tako, torej prišli smo do konca oddaje Sportklubov v svet. Seveda še naprej vabimo vse zainteresirane, naj se prijavijo, naj pošljejo mail na info@sportklubtv.si in s tem oddajo prijavo na naš kviz. Tokrat pa velika zahvala obema tekmovalcema še enkrat za vse znanje, ki ste ga prikazala. Hvala seveda tudi vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, za pozornost in do prihodnjič lep vsevedni pozdrav.